Kako se obarva voda, pomešana s sokom rdečega zelja, če vanjo vržemo košček suhega ledu? A. Rdeče, B. Vijolično, C. Zeleno ali D. Rumeno? Čas se izteka. Dvakrat odgovor C menijo naši tekmovalci, zeleno. Zdaj pa globoko vdihnimo, napolnimo s pljuča s kisikom in se potopimo v Jasnin eksperiment z vodo in suhim ledom. Barvna lestvica pH indikatorja rdečega zelja poteka od rdeče pri močno kislih raztopinah preko roza in vijolične pri rahlo kislih. Pri rahlo bazičnih raztopinah je modre barve, ki se spremeni preko zelene v rumeno barvo pri močno bazičnih. V našem primeru je rahlo bazična raztopina, saj je modre barve. Kar pa se bo kmalu spremenilo, saj bom oziroma bova s Petrom noter vrgla suhi led. Suhi led je ime za ogljikov dioksid v trdnem stanju pri temperaturi -78 stopinj Celzija. Zato je z njim potrebno ravnati previdno. Midva imava oba rokavice. Mimogrede, to je Peter, ki je sicer navijač vijoličnih in je danes zmagal v igri Kamen, škarje in papir, da mi pomaga pri eksperimentu. Si kaj nervozen? Malo pa res. Malo si? Ok, super. Dajte en aplavz za Petra. Zdaj pa kar pojdiva, pa takole zajameva. In na 3-4 zdaj bova, ja, kar do vrha napolni, bova takole vrgla noter. Ok? 3-4 zdaj. Pa dajva še enkrat, da bo res. Že zdaj vidimo burno reakcijo in lahko opazujete, kaj se dogaja z modro barvo. In sicer suhi led začenja sublimirati v vodi hitreje kot na zraku. To vidimo kot mehurčke. Del ogljikovega dioksida, ki je v mehurčkih, se raztopi v vodi. Pri tem nastane šibka ogljikova kislina, ki povzroči rahlo okisanje vode in posledično se sok rdečega zelja, ki je bil prej moder, začenja barvati vijolično. Zaradi raztopljenega ogljikovega dioksida je na primer tudi deževnica rahlo kisla. Če pa se zrak še dodatno onesnaži z žveplovimi in dušikovimi oksidi, pa pride do pojava kislega dežja. V našem primeru pa torej do pojava, da se iz modre spremeni v vijolično barvo, kar pomeni, da je pravilen odgovor B, tako da tokrat žal ne morem podeliti točk, ampak več sreče naprej. Hvala, Peter.